skoraj praktičen, okej, skoraj praktičen del, ne vem, sicer s takim številom bomo in online je težko karkoli doseči v planu, ne vem, ponovitve in tako naprej, če bi bilo to v živo, mogoče dejansko bi lahko kaj probali, ampak ja, tukaj sem zbral ene par zelo osnovnih besed, izrazov, stavkov, nekaj, kar se mi je zdelo mogoče bolj logično za vas prostovoljce. Ampak ja, kar se tiče jezika, ukrajinščina je vzhodnoslovanski jezik, je malo podoben slovenščini v tem smislu, da oba jezika sta slovanska jezika, vendar južnoslovanski jezik je kot slovenščina, hrvaščina in tako naprej, in vzhodnoslovanski so vseeno deli različnih podskupin, tako bi rekel, ne? Tako da nekaj, mislim, če ne berete cirilico, ja, uporabljate cirilico, če ne berete cirilico in če nikoli niste slišali vzhodnoslovanskega jezika, je na začetku dokaj težko razumeti, ampak mislim, s časom začnete opaziti veliko podobnih besed ali neke besede, ki recimo so v slovenščini arhaični, pri nas so pa še zmeraj moderni in tako naprej, tudi delujejo v obe smeri. Ja, torej, ukrajinščina 101. Dober dan je zelo podobno, dobri den. Tukaj bi mogoče samo za trenutek ustavil, da razložim eno črko, ki se velikokrat ponavlja in veliko tujcev imajo težave s pravilno izgovarjavo tega zvoka, in to je ta tukajle. Jaz sem ga sicer zapisal za črko i, ampak pravilna izgovarjava najbolj razložim, če v bistvu uporabim primer slovenske besede pes, ki ima tale ki se ne izgovori kot pes, vendar pes. In ta zvok je v bistvu isti kot i tukaj v tem dobri den. Tako da, ja, to je to, kar sem se spomnil. Dobri den je dober dan, živjo je privid, spet tale ne privid, ampak privid. Hvala je ďakuju, tukaj mislim, da je tako dosti lahko za izgovoriti za Slovence. Zelo podobno poljsko, ne? Ja, tako, ja. Dziękuję, ďakuju, mislim, slovaščina ima tudi nekaj zelo podobnega, tako da prosim je budlaska, ampak v določenih narečjih tudi uporablja besedo prošu, tako da če rečete prošu oziroma prosim, mislim, da vas bodo razumeli. Načeloma pa prosim je budlaska in ima zelo, tukaj ima napaka, to bi moralo biti ampak dobro. Ima zelo podobno uporabo, kot prosim slovenščini, torej lahko za nekaj prosiš, lahko nekaj ponudiš in rečeš prosim, na isti način deluje budlaska. Adijo je buvaj, ali pa enostavno lahko tudi rečete pa, to tudi deluje pogovorno. Nasvidenje je do pobačenja, spet različne besede, ampak logika je absolutno ista kot v slovenščini. Nasvidenje do pobačenja, bačete, videti, nasvidenje do pobačenja. Pardon, ja, nazaj smo. Ja je tak, isto kot v poljščini, ne je ni. Zdaj pa še par fraz. Kako ste ali kako si bi bilo jak spravi. V tem primeru ne ločimo med tikanjem in vikanjem, zato ker če dobesedno prevedem to frazo iz ukrajinščine, sprašujete, kako so stvari. Tako da ni pomembno, ali vikate ali tikate, v bistvu sprašujete, kako gre. Tako da ja, kako ste, kako si je jak spravi. Odgovorili bi lahko dobro, dobre, skoraj ista beseda. Lahko rečete, da je v redu, normalno, spet jaz bi takole odgovoril, ne vem, če je to prav knjižni izraz, ampak jaz bi rekel tako. Oprostite bi bilo vybačte, ali pa probačte, vybačte, mislim bolj pravilno. Če vas kdo vpraša, ali bi če vi koga vprašali, kje je nekaj, neka lokacija, enostavno date na začetek
te lokacije besedo de, kar pomeni kje. V ukrajinščini ne uporabljamo glagola biti v stavkih zelo pogosto, na isti način kot recimo, oziroma ista logika kot v slovenščini, ki spet sem pozabil, personal pronoun, Svetlana, reši me. Osebni kaj je to v zayimek? slovenščini. Ja, osebni zayimek. Osebni. Ja. Ja. Izpade iz stavka, ne, rečete samo, ne vem, sem v šoli. Pri nas je zelo podobna logika, vendar glagol biti v bistvu izpade, ne. Osebni zayimek pa vedno ostane v stavku. Tako da ja, če se vrnem na tole vprašanje o lokaciji, samo date besedo de, kar pomeni je, kar pomeni kje, in vprašate to, kar vas zanima. Torej, de toalet, kje je stranišče, de likarnja, kje je bolnica, nekaj takega. Tukaj pomeni tudi, torej skoraj isto kot tu, smo tudi, tam je tam, ista beseda. Ne razumem, zelo podobno, ja ne razumijo, to, kar sem prej razlagal, ne, pri nas tale osebni zayimek ja, jaz ostane vedno v stavku. Ne vem, bi bilo ja ne znajo. Če pa se hočete predstaviti, spet glagola biti ne uporabljamo, tako da enostavno rečete ja in potem vaše ime. Ali pa če hočete povedati, kdo ste, ne vem, po poklicu oziroma zakaj ste v tej situaciji, lahko rečete ja volonter, torej jaz sem prostovolec, ja volonter. Pa še ena, ne vem, taka fraza, ki se mi zdela, da bi bila uporabna, če želite nekomu reči, da bi lahko pomagali, lahko rečete ja možu dopomogti. Torej, spet za tiste mogoče, ki govorite dobro hrvaško, je logika tukaj zelo nekako straightforward, ne. Še preden grem naprej, mogoče kakšno vprašanje glede jezika, ki je v čatu. Jaz imam vprašanje, kaj pa dialekti? Jih imate tudi tako veliko in tako različne kot v Sloveniji ali ne? Imamo dialekti, kot sem že prej omenil, imamo tudi zelo veliko vpliva od drugih jezikov, ki so okoli nas. Ta območje, ki je blizu Poljske, ima zelo veliko nemških besed še časa Avstro-Ogrske, veliko poljskih besed, spet območje zraven Romunije in Madžarske ima besede teh jezikov. Imamo dialekte, ampak mislim, da Slovenija v tem zmaga nad vsemi državami, zato ker take raznolikosti, da greš res z ene vasi v drugo, pa vidiš, slišiš malo razlike v naglasu, tega mi nimamo. Moraš, ne vem, potovati kakšno uro, dve z avtom, da začneš malo slišati razlike, če ne več. Super. Imamo še dva vprašanja glede jezika. Prvo je glede uporabe, glede razširjenosti angleškega jezika in v bistvu, kateri tuji jeziki dejansko so najbolj pogosti. Recimo, kaj se vi učite kot prvi tuji jezik, kot drugi tuji jezik? Tako, ja, mogoče najprej tole vprašanje. Angleščina. Ja, Prvi tuji jezik v šoli je angleščina, pa tudi jaz bi rekla, da mlada generacija kar govori angleško, starejša generacija je mogoče bolj problematična. Ja, jaz bi se kar strinjal, seveda pač veliko ljudi govori, mislim, skoraj vsi bodo razumeli vsaj osnovno rusko, ampak ja, kar se tiče teh jezikov, ki so mogoče pri nas bolj uporabni, angleščina, francoščina, nemščina skoraj nikoli, zelo določenih posebnih primerih. Angleščina in ja, pač moja generacija, pa mlajši bodo že dosti dobro razumeli, ali pa ne vem, mogoče tam tudi 30 pa mlajši, recimo tako, ne vem, 25 mlajši. Starejši od tega pa zelo, zelo težko. Pač v Sovjetski zvezi ni bilo, mislim, so učili neki jeziki, ampak v bistvu je bil namen, da ne znajo. Mislim, da če citiram mojega očeta, ki mi je enkrat razlagal o šoli v Sovjetski zvezi. Tako da ja, 25 pa mlajši angleščina mogoče bo šlo, drugače pa težko.
Super, hvala. Zdaj pa, ja, samo še eno vprašanje. Mislim, veliko vprašanj že imamo, ampak moramo vse in samo tole bom še zastavil. A je slučajno kakšna takšna beseda, ki je v slovenščini mogoče boljše, da jo ne izrečemo, ker ima v ukrajinščini lahko kakšen nesramen pomen? Ja. Boš ti začela ali Ja. jaz? Recimo ponos, to jaz ne bi rekla, Ja, ker v pomeni bistvu driska. pomeni v prevodu diareja. Ja, driska. Ja, pol pa s- tudi sraka, kar pomeni pač ptico, a ne, v Ri- slovenščini, v ukrajinščini ja, je to kar ena slaba beseda. Mislim, da lahko povemo, kaj pomeni. Pač je zelo grda beseda za rit, ampak tako Ja. prav ne, no, ja. Pol Pač pa, ni književna. ja. Mislim, da teh najbolj takih, da sta te dve. Obstajajo tudi neke takih tako imenovani false friends, a nekaj zvenijo isto, ampak malo drug pomen, recimo to, kar mi zdaj na pamet pade, podatki oziroma podatek pri nas pomeni davek, ampak to ni neka, mislim, neprimerna oziroma nesramna stvar. Hitrost oziroma hitrist pri nas pomeni, to pa težko prevedem v slovenščino. Zvitost. To je Aha, okej. zvitost. Ja, tudi mogoče, ne vem, take besede kot hrenovka ali Ali pa hren. hren. Ja, so malo smešne pol v ukrajinščini, ker to v bistvu hren je tako pač vrsta kletvice. Ja, ampak hkrati pa naša beseda za hrin je skoraj Hrin, ista, mislim, samo je da dosti, je ja, ampak ena črka razlike. Ja. Ja, mislim, da ponos pa sraka sta ja. najbolj. Ja. Ok. Super, hvala. Ja, gremo kar naprej, pa bomo vprašanja se beležijo v klepetu, upam, da bomo lahko vse odgovorili. Okay. Izvolite. Svetlana, je to že zdaj tvoj del? Ali... Ja, lahko jaz Ok, začnem. zdaj. super, pol pa predam besedo Svetlani. Ja, no, lahko malo omenimo tudi praznike pa tradicije, ki jih imamo v Ukrajini. V bistvu smo izbrali neko število najbolj klasičnih primerov, da zdaj ne razlagamo pol ure samo o tem. Imamo isto praznik svetega Miklavža, ki se praznuje 19. decembra. In imamo tako običaj, da ponavadi otroci dobijo darila pod poštrom tisti dan. Pol seveda novo leto se praznuje 31. decembra. Edina razlika je to, da recimo v Sloveniji otroci dobijo darila za Božič, pri nas pa otroci ponavadi dobijo darila za novo leto, ne za Božič. Pol pa tudi Božič je tako zelo pomemben praznik, se praznuje 7. januarja. Pa imamo zelo zanimivo tradicijo, ki se reče koledovanje. V bistvu otroci se zbirajo in grejo okoli po mestu, pa pojejo božične pesmi in pač na tak način praznujejo Božič. Tudi ponavadi imamo večerjo doma z tradicionalno hrano, pa tudi božični zajtrk naslednji dan. Prav tako dan žena je zelo popularen praznik v Ukrajini, se prav tako praznuje 8. marca. Imamo ful radi ta praznik. Tudi 1. maja. 1. maja pa navadi gremo z družino ali s prijatelji v naravo, na kakšen piknik, pa se lepo imamo. Imamo tudi prost dan 1. maja. Pol tudi Velika noč, se praznuje 24. aprila. Za Veliko noč ponavadi zjutraj gremo k maši z družino, pa pol imamo družinski zajtrk, pač tudi s to neko tradicionalno hrano. Imamo posebno vrsto kruha, ki jo naredimo za Veliko noč, se mu reče pasha. V Sloveniji ponavadi naredijo potico. Ja, tudi ponavadi delamo
pisanke. Ste mogoče že slišali za to. To je v bistvu tako zelo lepo oblikovan, pobarvan jajc, kuhan, ki se ga tudi poje zjutraj za družinski zajtrk. Pol en zanimiv praznik je prav tako Ivana Kupala, ki se praznuje 21.6. Je to poletni ljudski praznik, ki v bistvu izhaja še iz teh poganskih tradicij. V Sloveniji se temu reče kresni večer ali kupalo. Ja, in seveda tudi zelo pomemben praznik za Ukrajince je dan neodvisnosti, ki se praznuje 24. avgusta. Pa ponavadi imamo neko veliko prireditev v centru mesta, kakšen koncert, pa proslavljamo neodvisnost. Tako. Jaz bi samo dodal, da Velika noč se letos praznuje 24. aprila, tako kot pač v katoliškem koledarju datum se menja vsako leto, vendar pa je ena zanimivost, ne vem sicer točno zakaj, ampak na vsake 3 leta imamo pa na isti dan praznovanje Velike noči. Nisem teolog in ekspert z tega, da bi različil zakaj, ampak tako je. A lahko jaz dam naslednji slajd? Ne bom jaz. Evo. No, tukaj na tem slajdu pa v bistvu vidimo, kako izgleda to koledovanje za Božič na prvi sliki. Pa na drugi sliki je prizoritev praznika Ivana Kupala. Tudi ima zelo zanimive tradicije, recimo punce naredijo te vence iz rož, pa jih dajo v vodo. Lahko tudi povemo par besed o kulturi. O ukrajinski kulturi. Prvo seveda narodna noša, kot nek estetski ideal naroda, ja, pa tudi neka refleksija te narodne identitete, kulturne identitete. Pri ukrajinski narodni noši je velik poudarek na barvi, zelo barvita, pač ima to rdečo barvo. Tudi ukrajinska narodna noša je dosti praktična, pa funkcionalna, ampak hkrati pa ima pač to lepoto zaradi velike količine teh dekorativnih ornamentov in vzorcev. Tudi se ponavadi uporablja samo naravni material. Edina razlika med moško in žensko narodno nošo je to, da moška narodna noša ponavadi vsebuje neke geometrijske oblike in geometrijske ornamente, ženska narodna noša pa ima bolj organske oblike in več organskih linij in vzorcev, pač rož in tako naprej. Se tudi deli na poletno in zimsko nošo, je odvisna od tega socialnega statusa, družbenega statusa in seveda tudi je odvisna od klime, no. Pa če recimo nekje bolj toplo ali bolj mrzlo. Tudi prav tako višivanka je zelo pomemben element narodne ukrajinske noše. Višivanka je ponavadi dekorirana z ornamenti in je lahko tudi ženska in moška višivanka. In imamo tudi vsakdanjo višivanko in praznično višivanko. Sama beseda višivanka pomeni srajca v prevodu, pač v bistvu šivana srajca, ornamentirana srajca. Ja, lahko tudi rečemo par stavkov o tem ukrajinskem vzorcu, ki ga vidimo v desnem kotu slajda. V bistvu ima rdečo in črno barvo in ta rdeča barva
je simbol ljubezni, črna barva pa je simbol žalosti. Pol vidimo tudi to rožo noter, kot neko zvezdo v tem vzorcu in je to predstavlja simbol materi in je pač tudi tak zelo močen simbol, ta ukrajinski ornament za narodno nošo. Prav tako velikokrat vidimo nek prizor rastlin, recimo vrtnice, kaline, hrasta, grozdje, mak. In pač vsaka ta rastlina pač ima tudi nek simbol, recimo vrtnica je simbol življenja, hrast pač predstavlja neko moško energijo, mak kot neka zaščita od slabe energije in tako naprej. Pač torej ful gre za to neko simbolnost. Prav tako ukrajinska brisača je tudi zelo tak pomemben element te ljudske kulture, ukrajinske kulture. Ta ukrajinska brisača ponavadi ima tale vzorec, ki ga vidimo, in vsaka ukrajinska hiša ima noter to brisačo, ker je to nek simbol varnosti, spet zaščite od neke slabe energije in tako naprej. Prav tako kruh je zelo močen narodni simbol za Ukrajince. Pač na splošno ta simbol kruha govori o nekem gostoljubju, pa se tudi velikokrat uporablja pri teh vzorcih. Kruh je narodni simbol zaradi vrste razlogov, kot so geografske, družbene razloge, tudi v bistvu izhaja iz te zgodovinske problematike, zaradi holodomorja, ki se je zgodil v Ukrajini med letom 1932 in 1933. To je bila taka organizirana lakota v sovjetski Ukrajini, ki je vzela življenje milijonov Ukrajincev. In holodomor se je odvijal na večjem delu države in zaradi tega je tudi imel ful negativen, drastičen vpliv na pač to produkcijo žita, pa kruha, pa tako naprej. In na splošno, verjetno ste že velikokrat slišali, da se reče, da je Ukrajina žitnica Evrope. Glih zaradi te produkcije žita pa kultur se v bistvu ful dela na tem. Tudi ima kruh zelo velik pomen pri tradicijah in obredah, recimo kot poroka se ponavadi prinese kruh, pogreb, tudi rojstvo otroka je skozi prisoten kruh. Na splošno je to nek simbol življenja, razvoja v Ukrajini in obstaja celo taka stvar, da ne smeš vreči kruha stran, ker je to zelo velik greh. Tukaj na tej sliki pa vidimo par primerov narodne noše, ampak jaz bi rekla, da to so primere bolj neke praznične oblike narodne noše ali poročne, na prvem slajdu pa smo videli bolj tako vsakdanjo narodno nošo. Lahko tudi malo povemo o naravnih in kulturnih znamenitostih Ukrajine. Imamo zelo veliko območje ravnin na Ukrajini, pač step, polje in ponavadi step je lociran na jugu Ukrajine, v centru in na zahodu Ukrajine. Pol hribe imamo pa
na zahodu Ukrajine, kot so Karpati recimo. Pa tudi na jugu Ukrajine imamo Krimske hribe. Prav tako imamo Črno morje v Ukrajini, recimo v Odesi. Lahko tudi izpostavimo reko Dnipro, ki je najdaljša reka v Ukrajini. Imamo pa prav tako 53 narodnih parkov v Ukrajini, ki so odprte za turiste, za obisk. Najbolj znan je verjetno Karpatski narodni park, kjer se nahaja najvišji hrib v Ukrajini, ki mu je ime Goverla. In je visok, je višji od Triglava? Ne. Ne. Mislim, da 1900. Ja. Ne. Ja, prav tako imamo neko količino pomembnih arheoloških izkopav, kjer je bila najdena skitska in tripolska kultura. Zelo zanimivo je, da imamo zelo veliko količino cerkev in samostanov. In je to zaradi tega, ker je bila Kijevska Rus krščena že leta 988. Ja, in zaradi tega imamo ful veliko cerkev, je to nek poudarek na duhovnosti naroda. Najbolj znana je verjetno katedrala Sofije, Svete Sofije v Kijevu, pa tudi katedrala Svetega Vladimirja v Kijevu, in je pač to seveda zelo velika kulturna dediščina za Ukrajince. Ja, tudi imamo veliko gradov. Najstarejši grad v Ukrajini je Hotinski grad, ki je bil zgrajen že v 9. stoletju. Pa seveda imamo veliko zgodovinskih mest, kot so recimo Lviv na zahodu Ukrajine, pa Bila cerkev, ki je bila ustanovljena že leta 1032, pa Kanjiv, kjer je pokopan najbolj znan ukrajinski pesnik, Taras Ševčenko, ja. Naprej. No, to pa sem komaj čakala, ta del predstavitve. Ja, malo o literaturi pa o likovni umetnosti. Ja, imamo tukaj Tarasa Ševčenko, ki je v bistvu najbolj pomemben predstavnik ukrajinske literature, književnosti. Je tudi na nek način simbol Ukrajine. Je pri svojem ustvarjanju zagovarjal neodvisnost Ukrajine, pisal je seveda v ukrajinščini in s svojim delom je oblikoval temelj ukrajinske književnosti, literature. Tudi pač to njegovo delo je prispevalo k oblikovanju te neke narodne kulturne zavesti Ukrajincev. Ja, tukaj na slajdu spodaj vidimo njegov portret, ki je v bistvu njegov avtoportret, zato ker je bil tudi slikar. Pa na desni strani vidimo tudi eno od najbolj njegovih znanih slik, Katerina, ki se v bistvu tudi nanaša na njegovo literarno delo, pač na njegovo pesem. Ja, pa tudi Pantelemon Kuliš je zelo pomemben predstavnik ukrajinske literature. Zelo je vplival na razvoj ukrajinskega jezika. Je tudi avtor prve fonetične abecede, ukrajinske abecede. Ivan Franko je tudi zelo pomemben predstavnik te kulture, je bil tudi filozof. Lesja Ukrajinka je bila pa družbena in feministična aktivistka, je bila tudi pesnica pa dramaturginja. Kar se tiče pa umetnikov, pa likovnih ustvarjalcev, seveda spet Ševčenko. Katarina Belokur se je ukvarjala z ljudsko umetnostjo, z naivno umetnostjo, je imela ful zanimanje za naravo,
lahko kar damo na naslednji slajd, da boste videli še primere. Ja, no, pač na desni strani vidimo sliko od Katarine Belokur, pač to njeno zanimanje za naravo. Tudi njeno delo se ful navezuje na ta ukrajinski narodni ornament, na ukrajinsko tradicijo. Prav tako Katarina Primačenko spodaj na slajdu, tudi se je ukvarjala z ljudsko umetnostjo, z naivno umetnostjo. Pri svojem delu je izhajala iz teh stenskih poslikav, podobitev različnih živih bitij, živali, pač ta neka paleolitska upodobitev teh bitij. Tudi izhajala iz te poganske tradicije, vizualne tradicije, slovanske mitologije in v bistvu pač išče nek nov smisel teh simbolov narodne umetnosti znotraj svojega izraza. Ja, nasplošno ta likovna umetnost ima zelo velik poudarek na žanrski umetnosti, pa na tej kulturni, narodni zavesti Ukrajincev, na narodni simboliki ukrajinske kulture, in to je zelo razvidno. Naslednji slajd. To pa je seveda najbolj zanimivo, po mojem, vsi smo tega komaj čakali, hrana. Sam ne na sliki. Ja, žal ne na sliki, ampak vseeno lahko malo zavohamo. Ja, no, seveda najbolj znana stvar od ukrajinske hrane je boršč. To je na prvi podobi tukaj. V bistvu to je vrsta enolončnice, ki se naredi iz rdeče pese, zelja, paradižnika, seveda meso in fižol, pa še tako ful zelenjave, ful zdrava stvar, pa je ful dober. Na drugi slikici pa imamo vareniki, v bistvu ful podobno slovenskim štruklom, ki se naredi iz istega testa, pa lahko tudi ima različno ponilo, lahko je to meso, skuta, lahko je tudi sladko, pač recimo višnja, ali sladka skuta. Jaz bi rekel predvsem od regije, odvisno pri vseh teh jedih, pač vsak, to mogoče nimamo toliko lingvistične raznolikosti, ampak kar se tiče hrane, skoraj vsaka familija bo imela svoj recept za boršč, za vareniki. Ja, to je res. Tudi recimo za najne mami velja, pač moja malo drugačno redi kot tvoje in v tem res je neka bogatost te hrane, zato ker vsak pa neko svojo. Ja, pač vsaka gospodinja ima svoj recept recimo za boršč in pol imaš milijon vrst boršča. Ja, salo je tudi zelo pomemben tak ukrajinski simbol tudi, pa pač tudi hrana. Je to špeh v bistvu, pa ga tako narežemo na tanke koščke, pa jemo skupaj s čebulo, pa črnim kruhom, s česnom. Pol je tudi kutja. Kutja je v bistvu tradicionalna jed za božič, to vidimo pač na tej slikici spodaj na levi strani. Je pa sladka jed, pa ponavadi se je tudi skupaj z uzvarom. To je taka pijača, v bistvu neka vrsta kompota, ki se naredi iz suhega sadja, ful dober. Banoš, ena jed, ki se je dela na zahodu Ukrajine, pa se naredi iz polente, pa iz tega ovčjega sira, pa tudi sala, seveda. Kaj bomo mi brez ocvirka, ne? Ja, pač salo je, sem tudi lahko vrsta cvirkov, tako da imamo mi tudi cvirke v Ukrajini, imamo tudi ful radi. Ja, pa tudi golubci je tudi taka zanimiva jed, v bistvu je ful podobna sarmi, samo se naredi iz svežega zelja, ne iz kislega, ampak na ful podoben način. Torej tudi zelo podobno meso temelji na prašiču, na svinjini, bolj kot na govedini in na perutnini. Ja, v bistvu jaz bi rekla, da večkrat uporabimo svinjino kot govedino, ampak tudi lahko pač mešano mleto meso.
Ja, mislim, a je še kaj, ali sva končala? Ne, to. Mislim, da smo končala, ok, pol pa vprašanja. Ja, mislim, hvala za tole predstavitev. Tako, zelo veliko različnih stvari sta predstavila. In jaz bi se mogoče vrnil nazaj še k praznikom. Kako pa vi praznujete novo leto? Tako kot mi, tudi zunaj z velikimi smetanjem petard in raketami ali koncerti na prostem ali ne? Jaz bi rekla, da bolj praznujemo doma z družino ali doma s prijatelji. Ja, pol tudi to petarde, pa to je seveda vse prisotno, ampak mislim, da ta sodobna družba probava se oddaliti uporabi petard, ker je ful to škodljivo za okolico. Ampak ja, mislim, ponavadi imamo večerjo doma, pol odpremo šampanjec, ne vem, 5 minut preden je ura 12. Pa ja, zelo zanimiva stvar je to, da poslušamo nastop predsednika po televiziji. Ja, pred 12 uro ponavadi je nastop predsednika in on Mislim, ponavadi tako kot pove. nek Queen's speech. Imamo pa Alfinipiča. Ja. Ja, hvala. Imam še naslednje vprašanje, je povezano z korono. Kako se je pa korona in tile čas epidemije bil prvi? Ste se tudi tako mogli zapreti, kot tukaj pa nas v Sloveniji, ali ne? Mislim, jaz sem bil itak cel cajt v Sloveniji zato, ampak kakor sem slišal od staršev, je bil odziv zelo podoben, kakor mislim, da po celi Evropi, a ne, na začetku neko zapiranje, potem kaj zdaj smemo, kaj ne smemo, kaj sodi za, ne vem, nujno trgovino, kaj ne, take prepire in vse. Seveda pa je pri nas to imelo mičken, ne vem, večje velikost gabarite, ne, zato ker recimo v Kijevu so zaprli javni prevoz, je to bila cela štala, zato ker to mesto, ki ima 3 milijone prebivalcev, ker naenkrat zapreš podzemno, taksiji so, ne vem, čez noč 3-krat napihnili cene, pa take stvari. Ampak ja, načeloma zelo podobno, seveda tudi zdaj mislim, o koroni noben več ne govori zaradi te cele situacije, ampak zadnja nekak stvar in tematika je bila tudi podobna glede cepiv, anticepilstva oziroma nekih pomislekov glede tega, tako da mislim, da zelo podoben odziv in načeloma cela situacija je bila dokaj podobna. Hvala. Mi smo vprašanje za božično tradicionalno jed, to je ta, ki je na tej sliki spodaj levo, a ne? Ja. Ja, to je ta, ki je iz ajda, je to ajda noter? Ne, v bistvu je to pšenica, no. Pšenica. Kako ješprenj, pa je tudi med zraven, pa mak, pa suho sadje, pa oreščki. Tako, ne vem, speštati prav, ne vem kako Ja, pač v bistvu se naredi ta. Ne, ja. Okay. Pač tako, ko recimo to polnilo za potico, a ne, z maka, pač ta varianta. Ja, to zmešaš pol z nekim suhim sadjem, medom, oreščki. Oreščki, malo vode dodaš spet, vsaka družina ima malo svoj recept, ampak v bistvu, to je nekaj zelo, ja, povej. Ja, jaz vem, da tudi se kdaj naredi z rižem, ampak ješprenj pač je bolj tradicionalno. Ja, ne, kutija je prav zelo, mislim, starejša kot srednjeveška jed, pač zato, ker za te stvari, ki so avtohtonno pač ukrajinske, ne, recimo borš, ima paradižnik ali pa, ne vem, konec koncev koruza, te vse, tudi krompir, konec koncev ni pač avtohtono evropska rastlina, ne, je bila uvažena z Amerike v nekem času. Te nekak žitnice, ki so v tej jedi, so pa, ne vem, pri nas rasli od pamtiveka, tako da to je zelo neka taka
ultra, mega tradicionalna stvar. Mi smo še eno vprašanje, če se vrnemo nazaj k jeziku. Kako velika razlika je med ukrajinščino in ruščino? Ja, jaz bi rekla, da je kar velika. Pač Rusi ponavadi ne razumejo ukrajinščine, ker ima tudi drugačne besede, pa drugačno fonetiko, zvok je tako bolj melodična mogoče, ne tako trda kot ruščina. Ja, jaz bi rekla, da je ful mogoče, podobna poljščini. jaz bi rekel mogoče, da je dinamika zelo podobna kot med slovenščino in hrvaščino, srbščino, srbo-hrvaščino. Tudi v tem zgodovinskem kontekstu, da veliko Slovencev govori oziroma se spomni srbo-hrvaščine od časa Jugoslavije ali pa ne vem, zaradi nekih družinskih povezav, medtem ko Hrvati, Srbi večinoma malo razumejo, ampak vsekakor ne govorijo slovensko, razen če živijo tukaj, ne, če pridejo na obisk ali kaj nekaj takega. Na zelo podoben način tudi skoraj vsak Ukrajinec razume vsaj osnovno rusko, v večini primerov pa zelo dobro govori. Rusi razumejo nekaj besed, kakšen stavek, logiko, ne vem, stavka na splošno, ampak ne bi mogli govoriti kar tako. Ja, res. Ja, super, hvala. Še eno vprašanje je bilo glede športa. Mogoče na splošno, je šport nekaj, kar je za vas pomembno, rekreacija v prostem času in ja, kateri je tisti šport, na katerega ste zelo ponosni? Mogoče kakšen olimpijski dosežek? Ja, ne, mogoče ja. Ja, Sergej Bubka je bil tisti olimpijski prvak z atletike. Prav tako se mi zdi, da je tudi, mogoče ne več zdaj, ampak včasih je bilo zelo dobro razvito to zimsko, kaže biatlon. Še zmeraj smo dosti dobri, naša ženska reprezentanca, oziroma trener ženske reprezentance je Slovenec, tako da mislim, tukaj ni dvomov, zakaj je tako dobra. Ampak ja, od zimskih športov biatlon, nogomet vsekakor najbolj priljubljen med splošnim prebivalstvom. Boks tudi, mogoče poznate v Italiji Volodymyr Kličko, ki sta bila najboljša boksera na svetu. Ja, pa tudi Sergej Usyk. Ja, tudi zdaj ene par bokserjev so dokaj uspešni. Ampak mislim, da imamo to še od sovjetskih časov neko šolo za atletiko, pa za take stvari, ne vem, mislim, jaz osebno nisem nek fan tega, ampak vem, da naši, ne vem, gimnasti pa ja, atleti so zelo uspešni. Tudi, kar meni se zdi vsaj zanimivo, ne vem razlogov za to, ampak paralimpijska reprezentanca Ukrajine je izjemno močna. Na teh olimpijskih igrah, ki so zdaj v Pekinu, se mi zdi, da mogoče ne več, ampak na neki točki smo bili na drugem mestu z 28 kolajnami, neki teden nazaj, ki sem gledal, ne vem, je že konc paralimpijskih iger zdaj, ampak tako, mislim, boljš od Rusije in vseh ostalih v regiji, tako sam za Kitajsko pa ZDA. Na splošno ne bi rekel, da je šport toliko velik del kulture kot v Sloveniji. To se mi zdi, da je kar res, vi res izstopate s tem, da je to praktično veliki del življenja vsakega človeka skoraj pri vas, ampak pri nas je to, ne vem, bolj občasno, rekreacijsko, za, ne vem, ja. Definitivno ne tako pogosto kot v Sloveniji. Ja, mi imamo rajši salo. Ja, dobro, mogoče vprašanje še je, katere so tiste dobre lastnosti, zelo razširjene lastnosti v Ukrajini, navade, ki pa v bistvu bi se jih mogli razširiti po celem svetu? Mislim, te take slovanske, ne vem, gostoljubnost pa, ne vem, da pač skrbiš za svoj dom, da ne vem,
pismo, da pač sezuješ, ko greš, vstopiš v hišo, pa da če te nekdo povabi, ne vem, na večerjo, skoraj se pričakuje, da boš prinesel vsaj neko mehko čokolado ali pač rože, vsaj nekaj malega, ne gre za denar, gre za da pač da to, da se zahvališ, da so te povabili v njihovo hišo. Tako, ne vem, mislim, ta slovanska vljudnost in gostoljubnost, ki ni samo unikatna za nas, ampak za širšo regijo, se mi pa zdi, da bi bila še naprej bi se morala širiti. Ja. Ja, Torej- pa tako gostoljubnost, res, tako, če greš recimo komu na obisk samo na kavo, pa bo ti gospodinja res pripravila celo mizo, ne samo kavo, pač nekaj v tem smislu. In potem zelo težko razložiš, da ne smeš jesti česa, verjetno. Ja. Res. Okay. Super. Ja, imamo še v bistvu ravno zelo podobno vprašanje, kako bi opisali to ukrajinsko dušo, mentaliteto, te vrednote, ki so vam pomembne. Nekaj prve ste že naštela, še kake? Ja, ne vem, zelo mi je všeč to, da res negujemo to našo kulturo, jezik, narodno glasbo, likovno umetnost. Pač, da imamo res ta feeling, da je to neka stvar, ki nas predstavlja kot narod. Torej ima neka kot narodno zabavna glasba malo boljšo konotacijo, kot jo ima v Sloveniji? Aha. Ja, mislim, ne vem, jaz imam rada narodno zabavno glasbo v Sloveniji. Meni je ful simpatična. Ne mislim, da ima to tako slabo konotacijo v Sloveniji. Ja, nekako je predstava, ali pa je to res moj osebni predsodek, da je ta narodno zabavna res bolj za veselice. Ampak ja, ne, vsekakor je stvar, da je prinesla neko slabo konotacijo, kdaj tudi pa ljudeh, da ni razširjena med mladimi, recimo, ne, kar je zanimivo. Ne, jaz mislim, da zdaj nasplošno obstaja taka tendenca pač pri glasbi, da se ful uporabljajo te neke etno motive pa etno melodije in zdaj je to zelo razširjeno tudi pač med ukrajinskimi glasbenimi ustvarjalci, recimo pač to, kar je bilo lani na Evroviziji, ne, pač to je tako neka reinterpretacija ene stare ljudske pesmi, ne. Super. Še eno vprašanje je bila, ne, kako bi opisali v tem smislu, a ste mogoče malo bolj zadržani v teh prvih stikih, ali ne. Seveda je to zelo odvisno od osebe do osebe, ampak recimo, kaj je tisto, kar je mogoče neka družbena norma, da si v bistvu mičkeno zadržan in potem pristopiš kot človeku, ali da si odprt še na samem začetku? Ja, jaz bi verjetno rekla, da na začetku smo lahko malo bolj zadržani. Mislim, ne vem, nasplošno moja izkušnja s tem, da ko sem že nekaj časa živela v Sloveniji in pol sem prišla nazaj v Ukrajino, sem prišla v trgovino in sem tako rekla, živijo, dober dan, živijo, in pol noben me ni hotel pozdraviti nazaj. In mi je to bilo ful čudno, ker pač sem se navadila, da tukaj pa navad pač vsi te takoj pozdravijo, ne. Ja, pač ta aspekt, da mogoče nismo lih navajeni na to prvo odprtost, ampak ja, ko spoznaš človeka, mislim, da smo ful odprti pa prijazni pol. Jaz bi mogoče samo dodal, da ne vem, mogoče je to subjektivno opažanje, ampak leta in generacije v Sovjetski zvezi in pod nekimi okupacijami je naredila svoje in mislim, da prva reakcija vsakega Ukrajinca je, da mora biti pazljiv pa se paziti, pa ne vem, da se izogne kakšni morebitni nevarnosti. Ja. Od tega je vedno, če ga nekdo, ne vem, pozdravi oziroma se nasmehni, velikokrat je prvi pomislek,
a je to zdaj neka varka, če se po domačem izražam. Ne vem, tako včasih skoraj da ne verjamejo, da lahko ljudje prijazni brez kakršnih koli, ne vem, tretjih, drugih misli. Ja. Ja, res, se strinjam. Ja, in zdaj še zadnje vprašanje, ker v bistvu bom počasi mogel zaključiti, in sicer o porodu. Kakšno darilo se prinese otroku, a se čestita materi, ali imate to navado, kot jo je nekje razširjena v Sloveniji, da mora oče častiti svoje prijatelje in mogoče potem pretirava. Kako je s tem pri vas? Vse navade okoli nosečnosti in poroda? Ok, jaz osebno nimam s tem direktnih izkušenj, ampak kakor vem, da ja, obstaja pač ta neka tradicija, da oče se dobi s svojimi prijatelji, pa pač na zdrav. Pol pa tudi to, da ko se otrok rodi, ponavadi mu babica ali dedek podarijo to neko zlato žlico. To. Tudi, mislim, tako, ko mami gre iz porodnišnice, ponavadi cela družina pridejo srečat, pa pač spet ta kruh, prinesejo ta kruh, ker pač je to nek simbol življenja, ne vem. Ja, mislim, pač obstaja neka ta stara tradicija, v bistvu bolj sovjetska, jaz bi rekla, da ko otrok gre iz porodnišnice, recimo, če je to fantek, bo oblečen v modro, če je to punčka, bo pa oblečena v roza barvo, ampak meni se zdi, da to ni več tako aktualno danes, ker ja, to pač neka nepotrebna segregacija. Ja, tako. Z mojih izkušenj se sam spomnim, da ena slika, ko sem se jaz rodil, mama je dobila en huge šopek rož oziroma vrtnic, pol pa sem slišal zgodbe, da je fotor z mojim stricem na balkonu do zgodnjih ur proslavljal s šampanjcem, tako da v bistvu to, kar se je Primož omenil, pa ja, rože za mami, mislim, da je nekak klasika, ostalo pa je spet, ne vem, jaz se ne spoznam toliko na tem, ampak ja. Ja, nasplošno to, da podariš rože punci ali ženi ali partnerci, pač je to zelo taka pogosta stvar. In ni povezano samo z ljubeznijo, ampak je povezano kot z neko vljudnostjo. Ja, pač bolj tako, jaz bi rekla, da je bolj tako res. Mislim, to pač je neka taka samoumevna stvar, da ženska dobi rože. Bolj tako, ko sem spoznala svojega fanta, ki meni nikoli ni prinesel rože, in po meni je bilo to tako čudno, zakaj meni on ne prinese rože. Potem sem ugotovila, da ja, pač to ni tako pogosto v Sloveniji, pač da ni take navade in ja. Ja, danes niti ko umremo, ne dobimo več rož, ne. Smo opustili te navade, smo spremenili. Tako da, jaz bi se vam resnično rad zahvalil za današnjo predstavitev, v kateri bi v bistvu lahko šli še res v mnogo pogovorov, ampak mogoče tudi to, res, da zopet ponavljamo, vsak, ki prihaja iz ene države, živi svoj življenjski stil drugače. Zaradi tega res ne smemo preveč posploševati določene kulture. In res Oleg Rogoza in Svetlana Rebiščuk, hvala za vajin čas v teh dneh in so vajino prostovoljsko delo, ki ga opravljata sedaj in prej in tako. Drugače je današnji dogodek potekal kot del našega projekta Migrantov glas in jutri boste na Radiu Študent lahko v oddaji Nalončnica slišali intervju z Olegom. In
vsem vam želim en lep večer, en lep vikend in upam, da si bom lahko vse te stvari, ki ste jih zdaj predstavljala, šli zelo hitro pogledati v živo. Tako da res lep večer vsem. Nasvidenje. Hvala za pozornost. Hvala. Adijo. Nasvidenje.